Drage gledalke, spoštovani gledalci, rubrika in oddaja Župan za vas. Danes smo v gosteh v občini Lendava. Tja nas je povabil župan Janez Madžar in nahajamo se v veliki sejni sobi občine Lendava. In danes bo govora o čem drugem kot o delovanju občinske uprave, občine kot takšne v letošnjem letu in seveda od takrat od mandata. Lep pozdrav. Lep pozdrav in dobrodošli in v čas mi je, da vas lahko gostimo v Lendavi. Hvala lepa. Janez, dobra pol leta je minilo dela, obsežnega dela. Tu so dolgoročni, tu so kratkoročni načrti. Nekaj ste verjetno tega, kar ste seveda tudi kot župan obljubili oziroma se trudili, naredili. Seveda nekatere stvari pa v pol leta pač ne gredo. Morda o tem, kaj ste naredili, kaj zelo pomembnega za lendavsko občino in seveda potem, kaj je tista prioriteta, ki bi jo v nadaljevanju še letošnjega leta postorili. Vsekakor, ko sem prišel, sem moral prvič ugotoviti stanje in načrte za naprej postaviti. Vsekakor z roko v roki z zaposlenimi na občinski upravi. Jaz mislim, da smo naredili en dober začetek, zdaj ko ste vi omenili 6 meseci, pol leta dela, je bilo ogromno obiskov pri nas ali zunaj. Obiski krajevne skupnosti, ki so dobesedno nas okupirali s svojimi zahtevami oziroma prošnjami, pokopališča, objekti, ki so v zelo slabem stanju, pol ceste v vinogradih oziroma v Goricah, vsekakor je obilo dela. Nekatere stvari smo že izvedli, vendar morate vedeti, da proračun za 2019 je omejen zaradi velikih projektov, ki so začeli v letu 2018 in to je Center za zaščito in reševanje, ki je stal občino 1 273 000, celoti financiran z letošnjega proračuna in dobesedno direktno obremenil. Zato tudi razvojne možnosti druge nismo mogli nekako ne načrtovati, za letos ne izvajati. Drugi ta večji zalogaj je bil večnamenski objekt v Goricah, ki je tudi vsekakor potreben bil. Saj so že za ta objekt čakali nekje 5 let, kajti po rušitvi tega objekta in gradnji stolpa Vinarium, oni so bili brez funkcionalnega prostora in sedaj je ugoden prostor, pa ne samo za krajevno skupnost, ampak tudi za katera druga društva, ki se lahko tam nastanijo in kako drugo dejavnost tudi vodijo. Vsi ti veliki projekti so, bom rekel tako, zavirali sedaj, pač kot ste sami omenili, moje načrte oziroma tiste načrte, katere sem jaz mislil. Vsekakor pa delamo na projektih. Nekatere projekti smo tudi z gradbenim dovoljenjem okronali. Mogoče v tem tudi pogledu, če vas zanima, bom tudi podrobnosti povedal. In tudi načrte za oživitev mestnega centra, mesta Lendave. Tu je ta stara blagovnica, prostorske stiske glasbene šole, ki ga aktivno rešujemo, kajti na dolgi rok v teh malih prostorih dejansko nemogoče izvajati tako dejavnost in moram povedati, da so dijaki tu zelo pridni, imajo kar nekaj koncertov, srečanj in nastopov, tudi na državnem nivoju so zelo uspešni. Tu so športna društva, ki morajo delovati, delujejo. Sami veste, da lendavski športniki dosegajo v različnih panogah zelo dobre in visoke rezultate. Na državnem oziroma tudi izven naše države, na mednarodnem področju. Tu so kulturna društva. Kulturna društva so en generator kulturnega dogajanja v naših, bom rekel, naseljih v Lendavi tudi sami. Mislim, da se združujejo in delajo dobro, na vseh prireditvah so prisotni. Bom rekel, to so društva, ki ohranjajo kulturno dediščino naših prednikov
In tudi moj namen je bil, da jih podpremo tudi materialno, da imajo tiste osnovne pogoje ugodne za ohranitev, pa tudi nadgradnjo svojih izvajanj teh projektov, katere pač oni delajo. Infrastrukturni objekti, kot so ceste, moram povedati, da smo tu naredili en velik korak, da smo prenesli na upravljanje javnemu podjetju Ekopark. Vsekakor so še tu porodni krči, ampak na dolgi rok jaz mislim, da je to zelo dobra, bom rekel, odločitev in tudi usmeritev, kajti oni so in tudi bojo usposobljeni na to, da naše ceste bojo kar se da v varnem in tudi dobrem stanju, da nam ne bojo ne vem kakšne težke zadeve se storile. Pol so tu kolesarske steze, vsepovsod je trend teh kolesarskih stez, tudi pri nas je, bom rekel, videnje, da moramo te urediti, tudi zaradi varnosti na cestah, ki so javnega značaja, oziroma državne ceste, občinske ceste, da jih speljemo na varno pot. Je pa tu velik izziv tudi denar, ki prihaja iz, bom rekel, strukturnih skladov oziroma Slovenije. Mislim, da smo tu uspešni in kar nekaj teh kolesarskih stez smo v projekt tudi dali. Tudi eno je dobilo zeleno luč, ki bo šlo počasi v izvajanje, kajti imeli smo že razpis javnega naročila. Glavnem, ogromno stvari na raznih področjih se je delalo. Nekatere, kot sem povedal, zaradi finančnih nezmožnosti nismo mogli v letošnjem letu izvesti. Tudi sem prosil krajevne skupnosti, da malo počakajo, tudi gasilci, zelo pomembni naši, bom rekel, segment varnosti v občini Lendave, ki so tudi podhranjene z materialnimi oziroma z strani opreme. Tu je potrebno ogromno narediti še. Sem obljubil, da v tekočem naslednjem letu bomo poskušali tudi na različnih razpisih pridobiti neka dodatna sredstva, da ne bomo samo proračun obremenjevali. Vsekakor tu so tudi druge, se pravi sociala. Lahko pogledate proračun, kar velik zalogaj denarja mislim, usmerjamo v socialne transferje. Vsekakor je to žalostno, ampak je taka slika v naši občini, da je kar nekaj nezaposlenosti, tudi socialno stanje družin, ki so, bom rekel, manj delovno aktivnih ljudi in k temu tudi mora občina prisluhniti in tudi tu pomagamo. Pomagamo tudi pri stanovanjih, saj smo zdaj tudi letos stanovanje obnovili in jih dali v razpis. Ni še sicer zaključen, bom rekel, razdelitev stanovanj, ampak se dela intenzivno in pošteno na teh področjih tudi. In kaj bi še rekel, za kmetijstvo, gospodarstvo normalno, da podpiramo. Tudi iz proračuna se je videlo, da smo na nekih področjih postavke dvignili. Tudi smo namenili dodatna sredstva za novorojenčke, ki podpiramo. Lendava je zavezana k temu, da naraščaj podpiramo in jaz sem tudi, koliko se je dalo, enkratni prispevek povišal na zavidljivo raven, tako da tudi družine lahko naračunajo občine, da planirajo svoje družine v tem pogledu tudi. Vsekakor je pa to tudi gospodarstvo osnova, da se tu razvije in na tem področju smo tudi delali ogromno, ampak imamo počasi tudi omejene možnosti glede industrijske cone. Tu sedaj aktivno delamo z našo občinsko upravo na izdelavi prostorskega plana, ker brez prostorskega plana tudi širitve industrijske cone ne more biti. Ta prostorski plan na žalost je iz leta 2001 in imamo kar velike težave tukaj z raznimi inšpekcijskimi odločbami glede nekih objektov, ki so že tudi potrebni bili za rušitev. In smo, oziroma sem jaz v teh 6 mesecih izredno dosti naredil,
z občinsko upravo vsekakor v kontaktu, da smo začeli intenzivno delati, da čim prej pridobimo tudi prostorske plane v tekoče stanje, da teh stvari nimamo, saj je to le generator nekega razvoja v naši občini. Janez Madžar, župan občine Lendava, veliko tega je postorjenega, veliko še čaka. Kaj pa recimo, imate kakšne prednosti glede razpisov? Seveda občina, ki je dvojezična, sodelovanje z madžarsko narodno skupnostjo, imate tudi skupnost Romov, tudi tu seveda prihaja do gotovih težav pa izboljšav pri razpisih, kajti nekako so razpisi tudi tisti evropski možnost, da se proračun občine razbremeni v določenih segmentih. Kakšne so tu priložnosti? Imate kaj več možnosti, ker ste pač na dvojezičnem območju, ali pa to ni ravno neka prednost? Poglejte, dela se novo obdobje kohezijskih razpisov in vsekakor jaz to želim vključiti kar največ projektov. Projekte, ki jih sedaj bomo tudi izvajali, objekte, katere bomo obnavljali, vsekakor bomo tudi po vseh možnostih, kaj lahko izkoristimo ekosklad, da nam priskoči na pomoč za energetsko sanacijo objektov, tudi za vaške objekte in tudi vrtce, ki jih sedaj so v izvajanju. In to je ena dobrodošla pomoč. Jaz ne vem, zakaj to niso v predhodnih časih intenzivneje, bolj intenzivneje, ko zdaj se zaprla finančno obdobje in računam na to, da bomo kar nekaj kvalitetnih projektov tudi na ta račun, kot ste sami omenili, proračun razbremenili in ta denar namenili za druge zadeve, ki so občini še bolj pomembne, na katere razpise ne moremo, na stvari, na katere razpise ne moremo se prijavljati. Kot ste omenili manjšinske oziroma narodne skupnosti, ki so tukaj, tu so tudi srbsko narodna skupnost, hrvaška narodna skupnost, imajo vsi svoje načrte z Hrvaškim kulturnim društvom Pomurje, imajo lepe in smele dobre načrte, katere jim želim slediti, ampak tudi v proračunu za letos so prepozno povedali za ureditev dvorišča, vsekakor pa iščemo plus neke dodatne vire, da njim omogočimo to ureditev dvorišča, kajti lepo so uredili svoje prostore. Srbsko kulturno društvo bi se zelo tudi intenzivno rado vključilo in smo jih tudi vključili v tem poletnem dogajanju, kulturnih dogajanju in pričakujemo tudi, da bojo oni pristavili, bom rekel, iz svojega kulturnega vidika za kandidaturo evropske kulture, vse te njihove, bom rekel, avtohtone kulturna, kako bi rekel, dediščina, ki jih tudi sami ohranjajo na tem območju. Dobro ste tudi omenili Rome. Z njimi imamo pač tudi načrte, tudi smelo sem jim povedal, da ob njihovem prazniku dejansko so na zemljišči, ki so neurejeni, so črnogradnje in to so zelo velike težave. To legalizacijo želim, verjamem, v mojem tem 4-letnem mandatu tudi izvesti do konca. Sem že imel na skladu kmetijskih zemljišč pogovore tudi z Uradom za narodnosti, vsekakor pa je potrebno pri nas narediti, tukaj sem povedal za prostorske plane, da se prvič na tistem območju omogoči gradnja, ker dejansko sedaj tega ni. In ko bo pač to omogočeno, tudi nekatera zemljišča, ki so v privatni lasti, ki so že, bom rekel, za strani Romov tudi gradili, to so sedno dejansko črne gradnje in moramo pristopiti aktivno, da tudi tem lastnikom, ki so lastniki, bom rekel, domačini in njim treba to izplačati, da dobimo v lasto občine in lahko pol mi postopke dalje urejamo. Sedaj smo jim tudi za delovanje v tisti njihovi dvoranici, kjer aktivno izvajajo različne dejavnosti, smo jim pač dali neke dodatne mize za uporabo. Tudi klimo smo jim omogočili, ker pač to se pregreva
in na vse načine poskušamo njim tudi iti na roko, da imajo osnovne pogoje za življenje, pa tudi za širitev in posledično tudi za kulturno oziroma razno drugo udejstvovanje v našem okolju pogoje. Z madžarsko skupnostjo jaz mislim, da delujemo dobro. Lendavska madžarska skupnost z strani občine ima svojo podporo. Tu smo tudi pomagali pri izvedbi galopa, ki je bilo prejšnji teden v soboto tudi uspešno izvedeno. Izvedeno je bilo zelo uspešno zaradi tega, ker je bilo zelo dosti obiskovalcev. Proga je bila do zdaj še po vseh izjavah najboljša. Program, ki je bil, je zadovoljil, jaz mislim, v celostni meri tudi obiskovalce, ki so prišli. Kulturna in tudi kulinarična dogajanja so bila na visokem in zavidljivem nivoju. Tako da z njimi pač tudi sodelujemo v projektu Festival Vinarium. Morate vedeti, da smo tudi z sklepom občinskega sveta sprejeli, da vsa dogajanja, tudi od narodnosti, ki so sedaj omenjeni, vsi njihove projekte, katere prek poletja delajo, smo dali v eno skupno zbirko vseh dogajanj v Lendavi, poleti v Lendavo, pa tudi poleti v Lendavo, da pridejo. In to dogajanje, zakaj ne bi izključili, če je v občini Lendava, in tudi naslednji njihov projekt je že, mislim, da 14. po vrsti tradicionalni, bom rekel, tekmovanje v kuhanju ribje čorbe, in ki je v zaporedju z našo tradicionalno prireditvijo kuhanje bograča, ki je 31. avgusta. Naslednjo soboto, prvo soboto v septembru, je pa etno-kulinarični dogodek Lendavska Trgatev. Zato pa pravim, oni pač imajo tudi svoje prireditve in to smo mi združili sedaj v pod eno, bom rekel, okrilje, da reklamiramo in tudi pozovemo, da pridejo v Lendavo, kajti imamo resno kaj za pokazati. To je pa tudi, bom rekel, predhodnica našega, bom rekel, prejetja Evropske prestolnice kulture leta 2025, ki jo, jaz mislim, tudi zasluženo pričakujemo. Delamo tudi na tem področju ogromno in aktivno vključujemo ljudi, ki so željni in voljni sodelovati v tem projektu. Veliko ste povedali, seveda turizem, ki je v razmahu v Lendavi, absolutno. Z vsemi temi dogodki boste popestrili tole poletje, povabili tudi v drugod. Nenazadnje, Lendavska občina je multinacionalna, multikulturna sredina in če hočeš v sožitju živeti, sobivanju, privabiti ljudi, da se bodo tudi zraven domačinov dobro počutili, moraš imeti odlične odnose. Vi mejite na Madžarsko, vi mejite na Hrvaško, letos ste podpisali sporazum z županom Murskega Središča, med drugim. To so stvari, ki bogatijo, ki krepijo te vezi in nekako tudi so neka vizija prihodnosti na kakšne skupne projekte oziroma na sodelovanje z Hrvaško oziroma z Madžarsko. Tako je, zelo lepo in dobro ste, bom rekel, okategorizirali našo dejavnost, pa tudi mojo vizijo, da prvi z sosedi moraš biti v dobrih odnosih, negovati odnose, in tudi z Murskim Središčem se mi je zdelo, takrat, ko smo se prvi srečali z gradonačelnikom oziroma županom občine Mursko Središče, da eno tesnejše sodelovanje naredimo, kajti imamo kaj za ponuditi sedaj. Nekoč smo pa bili v isti državi, iste težave, iste probleme in iste uspehe smo si, bom rekel, delili. Sedaj je pa čas, da se te vezi spet poglobijo in mislim, da smo na širšem področju oziroma delokroga v naši občini, pa tudi njihove strani, ta sporazum zaokrožili v eno prijateljsko in sodelovanje. Kot sem že prej omenil, tudi sami ste rekli, to multikulturnost, vsekakor tudi pri nas živeči Hrvati morajo imeti stik z njihovo matično državo.
In zato so ti odnosi še toliko bolj, bom rekel, stlakovani, da oni tudi lahko mirno in z nekim ponosom, zanosom svojo kulturno dejavnost na našem področju tudi delajo. Vsekakor tudi moram povedati, da sem imel že 3 sestanke oziroma 3 srečanja z veleposlanikom Hrvaške, gospodom Grigićom, s katerim smo se tudi neke razvojne in bodoče videnje našega razvoja tudi predebatirali. Sestal sem se tudi z veleposlanico Republike Mađarske, večkrat tudi v Lendavi, tudi v Ljubljani. Tako da negujemo te vezi na najvišjem nivoju, vsekakor pa na nižjem nivoju tudi. Imamo zelo dobro sodelovanje z St. Gotthardom, v nekaterih projektih tudi aktivno sodelujemo, izvajali smo, oziroma smo se prijavili na en skupen projekt. Bomo videli, če bomo uspešni. Dalje z Lentijo imamo izredno dobre odnose z županom, se srečamo doma ali kje na drugih forumih ali pa srečanjih. Pol bom rekel, z Budimpešto, ki je glavno mesto Mađarske, je pač tudi izvrstno sodelovanje. Z sedanjim županom smo si dorekli, da bomo v bližnji prihodnosti tudi z, bom rekel, partnerskega odnosa prišli na Pobratino. To pa ni mala zadeva, da ena mala Lendava z Budimpešto podpiše Pobratino mesto. Na tem sedaj aktivno delamo, področja pilimo, kot smo tudi z Hrvaškim morskim središčem to delali. Sedaj se ta usklajevanja delajo na oddelkih na naši občinski upravi in ko bo pač tako daleč, bomo tudi ta svečani dogovor tudi podpisali. In vsekakor pa tudi naredili, tlakovali pot za sodelovanje na širšem področju, ki jih občina Lendava pokriva. Pardon, še Avstrijce moramo imeti, zelo dobre odnose imamo z Bad Radkersburgom, ne samo Gornja Radgona, ampak tudi mi negujemo in moram se pohvaliti, da so se pridružili Bad Radkersburg k projektu Evropska prestolnica kulture. To me izredno bogati in me veseli, kajti sedaj smo združili, bom rekel, tako enormno veliko območje, zato sem tudi zelo pozitiven glede naše pozitivne kandidature, kajti Lendava je termalno mesto, bom rekel tako, v Sloveniji prvo Moravce, z županom tudi delamo na tem območju, tudi zelo močno termalno mesto. Bad Radkersburg, zelo močno termalno središče. Imamo dalje Hrvaško, se pravi međuljudsko področje, ki je tudi partner v projektu Evropske prestolnice kulture. Tu so terme Sveti Martin, ki so tudi termalno središče. Lenti, oziroma to Mađarsko Zala županijo, tudi krasijo termalna kopališča oziroma termalno kopališče. In vsekakor to je en vidik, da smo mali, nismo statistično veliko mesto, ampak da eni mali tako veliko območje združujejo. In ko smo tudi Avstrijcem razložili naš projekt kandidature za Evropsko prestolnico kulture, so dojeli, da smo na pravi poti in zato so se nam priključili, ne našim konkurentom, in sem z tega tudi hvaležen županu, ki je razumel in videl v nas en potencial, da smo resno tisti, ki smo najbolj zaslužni za ta projekt, da tudi izvedemo. Ja, bodi tako, veliko uspeha, Janez Magyar. Bližajo se počitnice, kaj veliko za vas jih ne bo, sem prepričan. No, čaka vas še občinski praznik, mislim, da v tem poletju, tudi to bomo še morda kdaj kaj rekli, ali pa danes priložnost, da se zahvalite seveda uspešnim občankam z priznanji, tudi to še bo verjetno nekaj v nadaljevanju govora. Seje občinskega sveta verjetno do jeseni ne bo, ali pač? Kako da ne, še ta teden v sredo bomo imeli občinsko sejo.
Vsekakor je kar nekaj točk in dela, katera občinska uprava in tudi jaz izvajam, in se pravi, treba tekoče tudi zadeve preko občinskega sveta tudi sprejeti oziroma predebatirati in spostaviti neke smernice. Je kar nekaj tem sedaj na občinski seji, ki bomo tudi po občinski seji tudi objavili oziroma sklepe tudi povedali. Avgusta meseca ne planiramo, mogoče kako dopisno sejo, neke stvari se sedaj tu dogajajo, ampak ni, da bi moral sklicati občinsko sejo. Verjetno bo dopisna, če bo potrebe, bomo videli. Je pa avgust dopustniški mesec tudi, ko bojo kar nekaj prireditev v Lendavi naši domači izpeljali, verjamem tudi uspešno. Tu bo občina oziroma tudi stoji sedaj za temi njihovimi programi oziroma izvedbenimi programi, tako da kar nekaj nas dela čaka v mesecu avgustu, tako da jeseni pa spet imamo že sedaj v septembru nameravamo za spomin deportiranim Judom na določenih mestih položiti te spominske tlakovce, spotikavce se temu reče pravilno. Tako da, pol ste rekli, vsekakor na občinski praznik bomo najbolj zaslužnim občankam in občanom tudi podelili zahvalnice za njihovo uspešno delovanje v domačem oziroma v območju zunaj občine. In največji projekt je pa proračun za 2020, ki pa ga želim v letošnjem letu spraviti pod streho. Vsekakor to je ogromno dela in veliko, bom rekel, odrekanja, da k temu, bom rekel, lahko pristopimo tudi, ampak ne bi želel, da bi se to povleklo v leto 2020, ker imamo tiste težavice oziroma težave z začasnim financiranjem. To nam samo energije in zame, mi bi takoj štartali z novim letom, z elanom naprej. Pa še odločitev o kandidaturi za Evropsko prestolnico kulture bo tudi, tako da se to tudi moramo kar intenzivno pripraviti in tudi delamo na tem. Pol so tu izvedbeni projekti, katere sem rekel, delati na teh, za bodoče projekte delati, usklajevanja, plane in različna področja so tukaj, ki zahtevajo ogromno energije in dela. Verjamem, da boste zmogli vse to, saj energija je, dobra volja je in pravijo, kjer je volja, je tudi pot. Takole, spoštovane gledalke in gledalci, tudi oddaje Župan za vas. Danes smo z kamero in mikrofonom bili v gosteh v občini Lendava. Gostil nas je župan občine Lendava Janez Madžar. Zahvaljujem se mu seveda za gostoljubje in če ste izvedeli kaj posebnega novega, zagotovo pa številna povabila, kajti v Lendavi je, čeprav poletni dopustniški čas, ki je pred nami, bogat z raznimi prireditvami, pridite kaj k njim v goste, ne bo vam žal. Tukaj živijo dobri ljudje, ki so predvsem gostoljubni in vas vabijo v svojo sredo. Pa do prihodnje oddaje Župan za vas, vse dobro in srečno.